To je Radio 1 podcast. Danes pa ena krasna oddaja s čudovito gostjo, ki jo jaz obožujem že od srednje šole, tako da se zelo veselim tega pogovora. Izvedli bomo en kup zabavnih stvari in moram priznati, da je ful zabavna, da peče šarklje, upam, da sem zdaj prav povedala, da hoče enega ful čudnega psa baje, pa v Cerknici zdaj živi. To morate slišati. Tukaj, ful dobro bo. Z mano je pa danes Lara Baruca, punca, bom rekla, ki je bila na moji playlisti, ko sem končevala srednjo šolo, ki je bila na moji playlisti čez cel faks in je na moji playlisti še zmeri, oziroma v neki osveženi podobi trenutno. Lara, živo in dobrodošla pri meni, v mojemu backstageu. Hvala za povabilo. Kako si? Zgledaš Super. Wow, top, res. Super sem. Super. A ti je tale oddih, ki je bil občutno predolg, 10 let, očitno zelo koristo? Ni bil, mislim, po pravici povedano, ni bil oddih. Ja. Je bil... Oddih od scene, od scene, to pa ja. Okay. Je bil v bistvu fokus nekje druge. Uh-huh. In ja, sem potrebovala to pauzo, zato da malo raziščem, zakaj se sploh ukvarjam z glasbo, kaj želim še povedati. Na neki točki se mi zdi, da takrat, ko sem si vzela to pauzo, oziroma ko sem se fokusirala na nekam drugam, je bilo to 15 let konstantnega dela. In nikoli se nisem ustavila, zaradi glasbe nisem skončala študija, ogromno stvari sem dala pač na stran, zato ker se je to dogajalo 15 let neprekinjeno. In sem potem rekla, ok, jaz pa imam še par drugih projektov v svojem življenju, ki bi jih rada končala, tako da sem potem zaključila študij, sem šla potem v Milano na študij managementa Performing Arts, tako da sem potem tisto zaključila. Ustanovili smo publishing, zrihtala sem si stanovanje, tako da je bilo en kup enih večjih projektov, ne pa v glasbi, ampak sem rabila to, da sem zaključila nekatere stvari, preden sem potem spet. Čisto eno tako aktualno vprašanje, a je bilo to stanovanje najtežje? Glede na to, kakšna je trenutna situacija, a veš, pa s cenami, pa... Ja. Ne, v bistvu meni je urejati stanovanje ful lepo, oziroma ful v veselje. Z dragim pa malo tako se dopolnjujeva, kar se tiče talentov pri temu. Tako da se potem, to je potem družinski projekt, se nekako zapodiva v to in potem skupaj sestaviva stvari. In je v bistvu taka... Ne vem, mi je tak kreativni projekt, isto kot praktično glasba. Vse posod, kjer sem se pač potem ukvarjala, s katerimi stvarmi sem se ukvarjala, vedno bila neka kreativa zraven. Tako da meni bolj kot to, da moram biti v glasbi, moram biti v kreativnem procesu, bolj kot v glasbi. Mislim, znano je, da ne živiš več na obali, ne? Tako da me zanima, če si se že navadila kaj po cirkušku povedati. Ne, se pa zalotim, da rečem tako, če kaj zrihtam, rečem tako. Tako da to sem povzela, ampak drugače ne. In je tudi zelo slabo razumem, ko začnejo res recimo iz starega trga, recimo, ko začnejo po njihovo zavijati, to zelo slabo razumem. A so ti tako zabavni za poslušati? Jaz sem recimo imela v srednji šoli, sem imela fanta iz starega trga, dejansko priložil, in je bilo tako... Študiram, če ga nisem imela, zato ker me je tako zabavo, ta njegov način, veš, ker je pač to je res eno tako simpatično, zabavno nareči. Ne vem, jaz sem imela občutek panike, no, ko sem prišla v stik s tem narečjem, zato ker se mi je zdelo, kot da nič ne razumem in je bilo, oh my god, ne razumem več slovenščine. Ja, potem pa moj dragi je zraven, pa se režal, ne, tako. Ja. Pač je videl ta teror v mojih očeh in začel prevajati. A imaš zdaj probleme zaradi tega, ko prideš na obalo, da te nimajo več za Primorko? Ne. Ker to se zelo dostikrat zgodi, veš, da te zdaj si pa šla, zdaj si nas pa pustila, recimo Štajerska pa Primorska zna biti glede tega kar ostra. Ne, mislim, nisem nikoli zapustila Primorske, no. To je, mislim...
Pa v tebi, če lahko grem jaz iz primorske strani, primorska iz mene ne bo šla nikoli, tako da ni to neka taka zadeva, kjer bi se jo lahko losala. Mislim, pa tudi stalno sem dol. Ja. Mislim, tudi če spim, recimo na Notranjskem, sem stalno na Primorskem. Koliko časa preživiš kaj na avtocestah naših? Preveč, še posebno zdaj, ki so kolone, pa sploh preveč. Ja, točno to. Ponavadi tukaj moji gostje ne prihajajo iz glasbenih družin. Zelo dostikrat je tako, da ne vem, je očitno se zgodil neki drug gen, ki je priletel, da jih je okužil z glasbo, no ti pa si okužena že od rojstva in že pred rojstvom. Pri tebi v bistvu oče Adriano, pevec, kitarist, stric Armando, bobnar, pa oba v bistvu tudi platanja, ne, v bendu. In ti si v bistvu kaj, pri 7 že začela igrati klavir, ne? Ja, pa praktično jaz se vedno spomnim, da smo imeli doma mikserje, pa neke posnetke imam celo, ker sem jaz pri 4 letih pela Mrtvo reko. Joj. Ampak to je zelo velik hit takrat, ne? Ja, baš živo kot Marjan. Tako. In je bil zmeraj bila glasba, zmeraj je bil mikser doma, zmeraj so bile kitare. Jaz se ne spomnim, da bi kdaj ne bila v tem. Ne? In mogoče je bilo tudi tako samoumevno, da čeprav nisem, jaz kot mala deklica, kot mala punčka, se nisem rada izpostavljala, nisem bila nastopaška, nisem bila tako, sem bila dokaj sama zase. In to čeprav si levinja po horoskopu. Ja, meni so dali barvice in jaz sem bila tam v kotu in sem risala, barvala. To je bil moj džem. Tak introvertiran otrok. Ja. Ok, in kje se je zgodil bolj tisti... Pri 12 pride moj oče k meni in reče, kaj se prijaviva na otroški festival. Takrat je Leon Clemens delal Pomlad na obali, v bistvu ne otroški, mladinski festival. Leon Clemens je pa bil, je dosti časa pri Platani igral klaviature, potem je ogromno časa pač bil kot producent na Radio Koper, je tudi produciral stvari, glasbenik, v bistvu piše komade, avtor tudi. In on se je takrat lotil tega projekta, da je naredil mladinski festival in moj oče je rekel, dajmo se prijaviti, ne? Ne, jaz na odru ni šans. Sicer sem bila že takrat parkrat na odru, ker jaz sem potem začela klavir, pač v glasbeno šolo hoditi za klavir. In sem nastopala pač kot pianistka, ampak mi to ni bilo nikoli všeč. Zmeraj je bil to velik napor, zmrznila sem zmeraj, tako da nisem rada se izpostavljala. Te je pa rešlo gledališče? Ja, potem v gimnaziji, ker jaz sem potem šla dejansko na ta festival, na ta mladinski festival. Ja. Napisala sem besedilo takrat za ta festival, moj oče je napisal muziko. Sošolke sem povabila, da pridejo z mano, da ne bom sama na odru, ker to je bilo, oh my god. In jaz sem šla na oder, preden sem šla na oder, sem neka, ne vem, kako gre tekst. Ne. In je bilo blank. Sem neka, oh my god, ne vem, kaj bom. In sem šla na oder in sem bila kip. Se nisem premaknila za 1 milimeter. In je bilo... Res je bila travma, ampak očitno me je nekaj gnalo naprej in sem potem se še prijavljala na te festivale in vedno sem pač tekste sama napisala. Pa na gimnaziji pa sem rekla nič, me je nekako, ne vem kaj je bilo, kako sem prišla do tega, ampak so me frendi povabili, da gremo v gledališko skupino ali nekaj takšnega. V glavnem sem prišla v to gledališko skupino, gledališki krožek. Ja? In sem se začela v bistvu dobro počutiti na odru. In sem dojela, da sem lahko nekdo drug na odru. Se pravi, so te verjetno z nekimi tehnikami mogoče, ali pa niti nezavedno, so te sprostili? Ja, so me sprostili, oziroma so povlekli neko drugo plat mene ven, ki je bila, ki pa se je na odru dobro počutila, ki je v bistvu lahko bila na odru in je lahko žurala na odru in se malo zdivjala na odru in tako. In takrat smo imeli predstavo Hudič izgublja moč. Ne,
smešna zgodba o čarovniku Faustu, torej o Faustu, ki je prodal dušo hudiču in je bila to komedija, kjer je potem pač hudičeva žena bila tista, ki je pač ga nekako kontrolirala in potem sem jaz na podlagi tiste predstave potem izdala prvenec Hudič izgublja moč, ne? Zaradi tega, ker je bil povezan s to izkušnjo. Ko sem malo pač seveda, določene stvari vem, ampak zmeraj iščeš neke biserčke pa tako, ne? Presenetilo me je, koliko si šla ti mlada na emo. Ti si bila stara takrat 19 let, ne? Tam nekje smo bili. In to pa vseeno, to pa je bil kar tak pomemben oder, plus to, da pred celo državo, konc koncev tekmovanje za na emo, ki pelje potem naprej na Eurosong. Kako se spomniš? Tistih trenutkov, ki so bili v bistvu ključni tudi za tvojo kariero, ker so te pol izstrelili. Ja, folk misli, da je pač to bilo čez noč, ne? V bistvu jaz sem takrat že imela prvenec zunaj. Ja. Ogromno sem že nastopila z bendom okoli po Primorski. Praktično sem že pripravljala nadaljevanje, ne? In je bil nadaljevanje, torej drugi album, in je bil ta klic od Danilota pravzaprav tako vmes. Jaz sem bila takrat v prvem letniku faksa in izpitno obdobje, valjda si tam z glavo med knjigami in tako, in pride pač ta klic od Danilota in reče, meni je v bistvu, jaz sem napisal komad, Tinkara je izbrala en drugi komad od Marinota, Legoviča, meni pa je ostal ta komad in nimam zdaj izvajalke. A bi ti to zapela? Sem rekla, pa okej, ne, mislim, zakaj pa ne? Konec koncev sem jaz tisto leto nekako razmišljala, da bi šla na emo, ampak ker je bilo pač izpitno obdobje in se je vse tako dogajalo na hitro, da enostavno je to padlo skozi, ne. Sem rekla, okej, pač se mi je očitno, mi je bilo usojeno, da grem letos na emo, tudi če potem nisem uspela jaz narediti stvari. In potem, ko pa je Mef slišal, da bom jaz to pela, je spremenil besedilo. Prej je pel ta komad, bil nek drugo besedilo, Tinkar je rekel, da je bilo z nekim poljubom ali ne vem kaj. In sem rekla, okej. In potem smo naredili. Jaz sem šla na oder sama, tudi če sem imela takrat že band, zaradi tega, ker se moji fantje niso strinjali, da grejo na oder z mano, ker je v studiu nekdo drug to posnel. Ja, tako da je bilo ono. Ker ti si res sama gor. Jaz sem res bila sama, tudi, ne. Sem rekla, okej. Grozno mi je bilo, ker sem takrat nastopala z bandom in biti sama na odru je bilo kaj naj počnem. Me pa je v bistvu totalno presenetil Njegoš Marović, ki je takrat v bistvu režiral tisto emo in je rekel, veš kaj, dej ti se malo igraj s kamerami, jaz ti bom pustil proste roke, pa naredimo tako malo bolj odštekano zadevo. In res, jaz sem v bistvu šla potem na kamero, kar se še do takrat ni delalo. In prišla sem v bulerjih gor na oder, kar je bilo čisto neprimerno takrat, ker so takrat emo še vedno sprejemali kot nek gala večer in se je prišlo v večernih oblekah in tako. In očitno, glede na to, da se je na svetovnih glasbenih odrih pa dogajala Alanis, pa Sheryl Crow, pa vse te zadeve, ki so bile strong ženske, woman, tako, ne? Ja. In nekako to rezoniralo potem s publiko, ne? In potem je to bil ta preskok oziroma ta wow moment, ki se je zgodil, ne? Včeraj sem pogledala, se pravi, nastop, točno ta nastop na Emi in mi je bil tako najbolj naravno, ker tako zdaj vsi nastopajo. Ja, ampak tako, kot zdaj ti praviš, ti si res šla na kamero, ta poza, dol se spustiš. Takrat je bilo to res novo, drugače, provokativno, mogoče celo, ne? In tej bulerja, ne, baje si ti izgubila tudi v bistvu neki točk na račun teh bulerjev, kar je bilo meni totalno nesprejemljivo. Takrat so imeli že te žirije, ki so bile sestavljene tudi iz tujcev, oziroma je prišel, mislim, da iz Irske, žirant, in je rekel, da ne, da to pa je nedopustno, da pač to ni rock festival, da ne.
In jaz sem potem v bistvu od strokovne žirije izgubila točke, ker pač sem bila neprimerno oblečena. Nekaj let kasneje so zmagali Finci, ki so bili totalno s pesmijo Rock Aleluja, Finci, pošasti in tako naprej. Brala sem tvojo, v enem intervjuju so te vprašali, kakšna je bila tvoja najstniška stilska podoba. In si rekla, zelo dolgi naravni lasje, bulerji, prstani, pletene zapestnice, razvlečene majice, kdaj tudi z indijskim pridihom. Poslušali smo grunge, nosili smo kratko majico čez dolgo, obvezno, in hlače, veliko hlač, krilo. Pod nobenim pogojem. Ni šans. In sem rekla prav tako, evo, lej, isto, copy-paste. In zato si nam bila puncam takrat, ko smo bile mogoče malo bolj edgy, ker nismo bile te punčkaste, ali kako ne rečem, si nam bila že takrat vzor, lej, ja, veš, ona je pa pač znana, pa nastopa, pa je huda. Ona pa je na televiziji, pa ni pač v krilcih in ni vsa roza in nam je bilo tako full the best. In predvsem, ker je imela bulerje. Ja, pa jaz sem si delala te majice, ki se v bistvu jih zavežeš, pa jih potem tunkaš. Ja, jaz sem si to delala doma. To drugače tega ne več ne dela, ampak je ful dobra fora in ful lepo rata z elastiko zavežeš, pa samo malo spremeni barvo, pa še lepo vzorce dobiš. Točno to smo delali. Ampak drugače, Ema ti je tako, ti je nekaj naredila, bom rekla, ti je bil všeč ta koncept, oziroma kako si se počutila takrat z izjemo nastopa. Takrat si vseeno se družila tudi, takrat ste hudi glasbeniki nastopali takrat, ne? Tako da... Ja, sicer je bilo tako, da Ema se je zgodila in potem kmalu zatem so se zgodile Melodije morja in sonca z Sonce in luna, s katerim sem potem zmagala novo sceno, ampak potem pa tisto leto še slovenska popevka, s katero se potem, ko sem pač dobila naziv debitantka leta, sem šla potem na Malteški festival. In to je bilo to, meni je bilo zadosti tisto leto, jaz sem 99. naredila vse festivale, ki so mi zanimali in to je bilo to. Jaz sem potem tistega leta praktično s festivali zaključila. Ker sem videla, da je to ogromno ene energije, potegne to za sabo, ogromno enega, ne vem, meni se je zdelo, da grem na en festival in moram se potem sestavljati 3 mesece, če grem na koncert, me pa to napoji, ne, tako da Ful daš v to verjetno neko promocijo, intervjuje, vse te stvari, vaje, drugo, tretje. Ogromno enega neglasbenega dela je bilo okoli tega, ki je ogromno energije in časa porabilo. In takrat še ni bilo sociala, si predstavljaš? Tako. Lih se je začelo, ne social, ampak lih se je začel internet, ne? Ja. To so bili tisti strani, GeoCities, pa to, ker si v bistvu odprl stran in si upal, da ne bo slika na začetku, ne? Ker to pomeni, da boš tam 3 minute stal in čakal, da se to počasi loada in nalaga. Se smejo zate. Ja, tako da je bil... Kako pa gledaš na social? Pač je to, si ga tako nekako brnila sebi v prid, ti je še zmerno nujno zlo, ker pač mora biti, bi raje brez njega bila, a si ga sprejela. Dobro je. Če greš pogledat na moje sociale, veš odgovor. Ja. To je pač ena od mnogih oblik promocije, ne bom pa jaz tam gor dajala, ne vem, posnetke iz kopalnice ali pa kako kuham in tako. Ba je pečeš. Zelo rada pečem. In pošla si brez vsega si prišla. Drzna poteza. Po zimi. Nismo še tam. Okay. Ja, nismo še tam. Kaj imaš še časa? Ja. Zdaj še pretoplo. Ja, no, za sladkarije ni nikoli pretoplo, ne? Bodimo iskreni, ne? Ampak okej. Dobro. Pa še, mislim, po pravici povedano, še razmišljala sem, aj prinesem kaj. Drugič, naslednji. Boš imela popravni izpit. Kmalu. Takole, v tem podcastu se nekatera imena večkrat omenijo. In to meni da vedeti, pismo, te osebe so očitno pustile pečat. In definitivno, kot si ga že prej omenila, je bil to pri tebi tudi Danilo Kocijančič. Danilo se mi zdi, da je pustil tako kar na Primorskem, se je vse skupaj začelo, ampak je pustil pečat za celo Slovenijo. Kako se ti spomniš njega? Kakšne spomine imaš nanj, ker vidva sta veliko delala skupaj? V bistvu nisva, ne? En komad je bil. Samo to, ampak verjetno kakšne vzore pa naprej. Ja, je pa bil to pač družinski prijatelj, ki se je od zmeraj pojavljal v mojem življenju. On je mene klical Larica, ker pač me je videl od malega gor, in sem vedno bila Larica. In za vse te
ves ta džir kameleonov, pa potem kasneje halo, sem še zmeraj Larica. Ne? Ker so me videli, ko sem bila od 0 do potem pač, ko sem se razvila v žensko. Ne? Ja. In je bil, zelo je bil drzen, tako zelo, pač on je živel bogat life, tako rock and roll life. Bil je lider, ker konec koncev je bil. Ne? On si je nekaj zamislil in potem je toliko časa to promoviral in ne vem, potiskal naprej, da dejansko se je zgodilo to, da so mu potem drugi sledili. Ne? In jaz se spomnim, pač oni so zmeraj imeli tako prav kot band, ob nedeljah so se dobivali, oziroma potem so mi to kasneje drugi člani povedali, oni so bili vsak dan na tržnici v Kopru, so se dobili, zmenili, pomenili in potem je to bil pač nek sestanek za tisti dan oziroma za tisti teden in je potem v bistvu okoli njega, okoli te rutine oziroma tega obreda se je pač dogajala primorska glasbena scena. Ne? Ampak zdaj si v bistvu mi dala misel, ti si bila res del vsega tega že kot otrok, ne? Zato ker je pač tvoja familija že to glasbeno. To je moglo biti, wow, ali ti bo tebe čistko, pač normalno, ti si odrasla v to, ne? Ja. Meni ni bilo nič kaj tašnega, ker sem te ljudi zmeraj videvala. A so ti dali kakšen dober nasvet, kdorkoli od teh, bom rekla, legend primorske scene, tako, ko so že videli, da imaš tudi ta talent in da greš v to, a si dobila kakšen tak nasvet, ki te še zdaj spremlja? Da bi bil prav nasvet, ne, je pa bil zmeraj, sem pa zmeraj čutila en respekt, zato ker sem se jaz svoje glasbe lotila, tako da sem jaz bila tudi avtorica. In to je bilo čutiti pri njih, še dan danes, konec koncev. In to mi je potem zmeraj dajalo neko potrditev, da je to pač moja ta prava pot. Ja, si ti tako kar malo toplo, ti postane pri srcu, ko dobiš od takih imen, ne? Nek poklon. Ste pa vedno bile 3 punce, bom rekla, ne? Anika, Horvat, ti in pa Tinkara Kovač, s katero ste tudi pred kratkim si nastopala v bistvu na obletnici njenega albuma, že 20, ne? Smo kratko, to let je že v redu. Ne vem, zakaj so vas zmeri poskušali, sploh tebe pa Tinkaro, verjetno zaradi imiča, pa zaradi žanra, pa tako malo postaviti, tako, da ste malo tekmici, ne? Ampak jaz bi rekla, da ste se punce tako zmer štekale, dobro se podpirale. Oziroma, kako je vaš odnos se spreminjal skozi čas? Ja, v bistvu na začetku smo kar velikokrat skupaj nastopale, ne? In to je bilo lepo videti, ker sem bila roša, rdeča, ne? Tinkara je bila temna, Anika je bila blond, tako da smo v bistvu imeli, smo reprezentirali v spekter. Skoraj bi imeli band, ne? Ja, girl band. Smo dejansko fulkrat nastopali skupaj, tudi tako, če so bile kakšne prireditve, ki so bile malo bolj zahtevne, recimo z orkestrom smo ogromnokrat delali kakšne venčke, pa tako. In ne vem, konec koncev je bil kar tako, ja, kot en trio, oziroma celo mislim, da so na Primorskem je skoval to primorski glasbeni triumvirat in so potem v bistvu nas kar nekako, veš kaj, generacijsko smo. Anika je 1 leto starejša od Tinkare, Tinkara je 1 leto starejša od mene, tako da smo zelo tudi po letih bile tam, ne. Ja. In smo se pojavljali praktično v istem obdobju na sceni. Ne. A sedaj tako podružite še vse 3, da se dobite na kakšni pijači? Vam rata? Pa da bi se prav družili, nismo se nikoli prav družile. Ne. To smo se pač dobivali na koncertih, je pa vsaka ima malo svojo zgodbo. Ne. Da bi bile prav tako, da bi se družile, ni bilo nikoli tega. Ne. Se mi zdi, da še najbolj zdaj, konec koncev, ne? Zdaj v bistvu na starejša leta, da bi se tako, da se dobimo. Ampak takrat je bilo res toliko vsega, da si se dobil na koncertu oziroma pač na prireditvi si naredil, naslednji teden je bilo že nekaj drugega, nekje drugje. Tako da vsaka je imela svojo zgodbo, je peljala neko svojo pot, ne.
Si mi podala dobro za idejo, da enkrat povabim vse Vse tri. tri. To je zdaj že drugi trojček ženska je v planu, ker drugi je pa pač vse pevke tabuja. Aha, ok. Zaenkrat, bivše. Lara, še en razlog, zakaj te jaz od nekdaj občudujem, zato ker si tako na tak lep, še vedno ženstven način uspešno posegala na moška področja. Ti si konec koncev tonska mojstrica, kar je, jaz oprosti, delam na radiju, ne poznam nobene ženske, ki bi se ukvarjala tako. Premalo nas je, premalo. Premalo, točno to. In poleg tega si pa tudi radika. Pač pravijo enkrat radic, vedno radic. Vedno radic. Ja. Daj malo povej o teh izzivih, s katerimi si se soočala v preteklosti. Radio je prišel v moje življenje nekako simultano z glasbo. Jaz sem šla takrat, pa mislim, da je bilo glih isto leto. Pri 12 letih sem šla na audicijo na Radio Koper. Wow. Oni so takrat v bistvu imeli mladinsko oddajo, ki so jo vodili sicer malo starejši ljudje, ampak so pač želeli tudi kakšen mlajši glas. In sem, pa tudi to je bilo tako, moja mama je rekla, na Radio Koper iščejo špikere in jaz in? Pri tebi je vsaka stvar, ampak iz tega aparata velik uspeh. Zakaj pa mislite, da bi jaz to morala vedeti? Ne? Tako da je bilo, ok, sem šla na audicijo in so me sprejeli. In potem sem bila kar nekaj časa na Radio Koper. Kasneje eno kratko obdobje Radio Morje, pa Radio Val, čisto na začetku, ko se je v bistvu šele rojeval Radio Val, potem pa dolgo časa na Radio Kapris. Torej smo bili skoraj sodelavke. Skoraj sodelavke. Skoraj. Škoda. Tonska mojstrica pa sem postala, oziroma saj nisem tonska mojstrica, pač naredila sem, nisem nikoli to delala, sem pa v bistvu šla narediti tečaj 2001. Prav za, pač imam diplomo, tonska mojstrica, ker od začetka, ko smo delali v studiu, oziroma ko se je snemalo, ko se je miksalo, bolj v miksih po mojem, se je marsikdaj slišala, tega se pa ne da. Ali pa, ne vem, jaz bi pa to, pa potem ne znaš razložiti. Pa potem te malo, že tako, bila sem ženska, pa bila sem mlada. In malo te tako, ne, ja, je v redu, ti se kar tam usedi, pa bodi lepa. Ne? In sem rekla, ne, moram jaz imeti vsaj žargon, s katerim se lahko jaz s tonskim mojstrom oziroma z producentom pogovorim, oziroma da uporabljamo, kaj jaz sploh hočem, kaj ta zadeva, ki jo slišim v glavi, kako se do tega pride. Tako da sem zaradi tega šla potem narediti ta tečaj. In čisto po naključju pač nekako končala v vezi z tonskim mojstrom. Tako da ima več kot prav. On dela to, jaz pa imam pač diplomo. Tako da. Čakaj, ampak dobro, a slišaš ti kdaj kakšno tako stvar, pa mogoče rečeš, kako pa tega nisi slišal, ali pa kje druge na terenu, no, saj ni nujno, da se to ne, on se je v to res, on se je v to vrgel z vsem svojim srcem in to je njemu tak passion, da enostavno to je njega v bistvu tako vseobsegajoče, ne. To je tako velika ljubezen, da sem skoraj jaz manjša ljubezen kot ja. Wow. Tako da je to res nekaj, kar je njemu tako zelo blizu. Ni bilo nikoli tega, kako tega nisi slišal, zaradi tega, ker on ima res, mislim, tako natrenirano uho, da kapo dol. Marsikdaj pa po mojem ima on pri meni bolj ta, kako pa si to slišala, oziroma kako pa ti to, ne? Okay. Ker jaz nisem šla potem nikoli tako v globoke vode, da bi se prav tako ukvarjala s tem, ne? Tako da po mojem ga marsikdaj presenetim. Je pa pač pri tem poklicu zelo pomembno, da si uho natreniraš, ne? Prosim, prenesi mu povabilo v moj podcast. Bom. Tacka definitivno rabimo. Prej si že samo omenila, ne, kako so gledali nate pač ženska, pa še mlada, pa tako naprej. A je
še vedno, žal moram to vprašati, težje ženskam uspeti v glasbenem poslu kot moškem. Ker tudi jaz bi z veseljem tukaj imela na tem kavču ogromno enih punc, enih pevk in tako naprej, ampak je razmerje res ful bolj uprit moškemu spolu. Vem, zelo nehvaležno vprašanje, ampak ne, številke povejo svoje. Ja, jaz mislim, da je tudi tako žanrsko pogojeno. Ne? Jaz sem si pač izbrala žanr, kjer sem pač fantje bolj prisotni. Zdaj, če bi kakšen pop ali pa kakšen bolj ženski stil, mogoče bi najlo ogromno punc, ne? Ja. Medtem ko pa, če pa greš na rockerske vode, pa je še zmeraj to, se mi zdi, taka moška domena, ne? Še kar smo tukaj, ne? Ampak verjetno pa kljub temu dobiš pa ful enega respekta, enega spoštovanja strani, bom rekla, svojih žanrskih kolegov, ne? To pa ja. Mislim, jaz nisem nikoli dojela tako, da bi me kdo podcenjeval ali pa da bi me kdo nekako zaradi tega, ker sem ženska, da me ne bi spoštoval ali pa poslušal. Tako da, ja, kar se tega tiče, kar se kolegov tiče, nikoli. Ker tudi v bistvu, bom rekla, zdaj ta tvoj comeback, ne, je tako, bom rekla, sestavljen iz strojčka, ne, se pravi, naredila si v bistvu priredbe Siddhartine, pesmi Siddharta, pa Dan D, Ko hodiš na oblaki, ki je moja najljubša, by the way, in pa Mitja, kako je že naslov pesmi? Mitja, Čas je, da najdem. tako, vrhunski isto, mam je žal, da je poniknil, ker on je imel fodare pesmi. In to so v bistvu bile, te 3 skladbe so nekako zaznamovale tisto obdobje, ne? So bile zelo, temu reč, kraljevale so na lestvicah, na radijih in tako naprej. Kako so oni vzeli to, da boš ti njihove pesmi predelala po svoje? V bistvu je bila, to mi je potem pač dalo pogum, da dejansko te stvari dam ven zelo suvereno, zaradi tega, ker je bil njihov odgovor tako pozitiven. In res, mislim, tako, jaz sem malo z strahom te stvari poslala, ker valjda so jih slišali, preden so šle ven, ne? In tako malo, kaj bo zdaj, kakšna reakcija bo. In je bila absolutno pozitivna reakcija in potem sem rekla, okej. Mislim, če so avtorji oziroma če so originalni izvajalci in avtorji podprli in jim je všeč, potem se nimam kaj bati. Videla sem tvoj nastop, mislim, da jutrni koncert na Navalu, je prišel v bistvu to, kad si je zapel s tabo. In ko on poje, in je kader tudi na tebi, in ti si bila tako... Ja, zato, ker sem imela mravljince po celem telesu in je bila Ampak kaj ni, to, kad zapoje, se ti prav res, se ti nekaj zgodi in tudi on tako dožive to vse skupaj zapoje, da se te noro dotakne, ne? Ja. Totalno. No, ampak ja, zelo zanimiv projekt, še bolj posebnimi koncerti. Daj malo o tem zvoku povej. To sicer mi dve so se prej pogovarjale, oziroma greš se nekaj posebnega, ne? Že postavitev samega odra je drugačna zaradi uporabe inovativne tehnologije Immersive Audio. 44 zvočnikov? Imam pravi podatek, ja. Ki so razporejeni nekako okrog občinstva. Torej, da je občinstvo potopljeno v zvok, nekako dobesedno, ne? Kako je to? Ja, to je v bistvu... Še to bom dodala. Zmeri sem te imela, pri tebi je bila ta neka fora, kada si pred časom. Kada iščeš neke druge stvari in jih dodajaš v svojo glasbo, ki še niso bile videne, slišane. In to je recimo tudi en tak primer, ne? Ja, pa mi smo bili vedno tako, vedno smo hodili po koncertih okoli, že od vsega začetka, pa je bilo to je ful dobro, dajmo probati to narediti tudi pri nas, ne? Tako da je bilo zmeraj... Mogoče na neki točki, celo to sem dobila, da ful kompliciram, ne, od organizatorjev, recimo, ker sem pač hotela prinesti več, pa sploh ne na njihove stroške, na naše stroške. Ta stalno komplicira. Tako da je bilo... Hvala ti. Okay. No, in zdaj smo tako konkretno si zakomplicirali življenje. Vsako leto mi tako kot ekipa, oziroma kot pač... sodelavci gremo v Barcelono na ta sejem novih tehnologij, pa tako na ISE. In smo predlani bili povabljeni na štend od Adamsona, ki jih poznamo že od prej, ker so imeli tukaj ozvočenje v Šiški.
In je moj dragi pač navezal z njimi stike že iz tistega projekta. In so nas pač povabili, pridite pogledati, imamo nastavljeno eno novo zadevo, eno novo tehnologijo in smo šli v en teatrček majhen, kjer so imeli v bistvu vse okoli in okoli nastavljene zvočnike in potem so naredili pač prezentacijo tega. Ne. In jaz pač to poslušam in tako malo uživam, pa tako in je bilo tako pač, jaz pač bleknem, ne. To bi lahko naredili kakšen koncert na tak način, ne. In moj dragi, valjda, to bi bilo super, ne. Ja, In potem naslednje leto, ne, mi se decembra pogovarjamo za to, da se bo delalo eno serijo koncertov ob tej 25. obletnici, kar ne piše. In smo potem rekli, pač auditorij je potrdil, da oni hočejo delati ta koncert. Nismo pa še vedeli, da bo to immersive koncert. In potem januarja gremo na sejem. In smo rekli čisto tako iz joka. Gremo pač do Adamsona, če bi oni bili zraven. Ne? Če bi se recimo res odločili, da bi delali immersive koncert, če bi pač bili oni zraven. Ne? Da bi nam dali, ker konec koncev je to tako nova tehnologija, da muzike so delali neke inštalacije, ampak muzike je malo v tej tehnologiji zaenkrat še. Ne? Torej, rabiš nekoga, da ti pove, pa, ne? In prijemo mi na štend in povemo temu pač njihovemu predstavniku, da mi bi se pa šli tako malo eksperimentalno, da bi se naredil en immersive koncert pri nas in on, ni problem, vam bomo posodili procesor, pa gremo, ne? In mi očitno delamo immersive koncert, ne? Tako da to smo zavedli januarja in smo rekli, zdaj pa treba vso produkcijo prilagoditi temu, ker pač mi smo v auditoriji potem poleg tega, kar je na odru, ne, potem opremili auditorij še okoli in okoli z temi dodatnimi zvočniki in moraš potem nekaj na te zvočnike dati, ne moreš potem imeti koncert navaden, ki pač prihaja iz enega. To je procesor, procesor ti pomaga, da na te zvočnike tudi pošiljaš zvoke in smo potem celo produkcijo prilagodili temu. Ne. Smo praktično začeli delati, konc januarja smo začeli delati produkcijo in smo delali 4 mesece do maja potem na novo vse zadeve. Kakšni so bili odzivi? Vse so prišli tudi drugi glasbeniki, ne? V auditorij, zihar, ne? Tomi sigurno je bil tam, verjetno mogoče, kako so oni, to je ena taka fora, ki bi jo recimo Siddharta naredila, to si predstavljam, da je tako, ta njihova mentaliteta gre v te smere mal futuristične. Ja, jaz mislim, da je Siddharta tak band, ki bi si lahko v bistvu, bi se lotil nekaj tašnega. So bili v bistvu vsi, nismo pretiravali, ne? Ni zdaj, da smo zdaj potem naredili tak koncert, da je zdaj pa to švigalo z vseh strani. Tako da marsikdo je rekel, lahko bi bilo še več, ne? Od teh, ki so bili dol. Ampak smo hoteli narediti vseeno, da je pač še zmeraj koncert, da ni to potem ena taka zadeva, ki bi bilo tako vesoljsko, da bi bo zdaj bili malo celo, ker se mi zdi, da to je bil problem recimo v The Sphere, ne? Da so tako prišli, mislim, da so šli tako over, tako so pretiravali, da je folk tam tudi malo že ne? Ljudje moramo vseeno počasi se prilagajati, naši čuti se morajo počasi prilagajati na ta overstimulation oziroma na te presežke stimulacije, ki jih pridejo zdaj z novimi tehnologijami. Ne verjamem, da zdaj pa kar prideš, ker recimo prav na tem sejmu smo šli eno zadevo gledati, ker so nas v sali, kjer je bila okoli in okoli za skrini, so nas peljali, kot da bi bili na eni muhi, ne? To moramo mi enkrat se mi zdi. To je tako, se počutek, da si v nekem filmu, kaj si živela. Ampak je, mislim, dejansko na neki točki ne veš več, kje so tla. Ok, gremo pogledati. To so ful drage karte, drugače, kako prezrav? Na tem sejmu, mislim, malo so drage karte, ampak po drugi strani pa, mislim, vidiš toliko zadev novih. Mi smo na tem sejmu tudi potem najdli ene Francoze, ki imajo posebne luči, ki so pač razvili posebne luči. In smo potem na koncertu imeli tudi te luči, prav zaradi tega, ker smo hoteli potem tudi iz vizualnega vidika prinesti nekaj novega. Ne? Seveda. To mora biti pa res whole package, ne? Če se že gremo do konca. Veš, kaj me zanima, kaj zdaj poslušaš? Kaj recimo, pa na katerih kanalih? Kakšna muzika ti zdaj dogaja? Imaš kaj mi prodej, z influencemi, kaj? Ja, v bistvu smo zdaj, poleg tega, da smo potem imeli immersive koncert, smo hoteli potem imeti tudi pač ta spatial audio komade, ne?
Tako da so in Boutique 99 in Nabiram zvezde smo potem naredili mikse tudi v Spatial Audio. Tako da te stvari se pa lahko samo na Apple Music posluša. Ne? Ja. Okay. Ker samo oni pač podpirajo to tehnologijo. Samo oni, ja. No, malo bomo še počakali, da se bomo širi. Kaj pa bendi drugi, kdo ti kaj je všeč? Kdo mi dogaja? Ja, kdo ti dogaja? Ne vem, če poznaš, Agnès Obel. Samo po imenu, čisti iskreno. Ja. No, ona je v bistvu tudi producentka sama svojih stvari. Zelo zanimive stvari ima, tako v bistvu en tak orkestralni pop. Okay. In ima v bistvu, tudi na njen koncert sem šla v Ferraro in ženska je wow. Tako da to zdaj, tako, to je moj cukrček zdaj. Drugače pa zelo, zelo širok spekter. Jaz si dam v bistvu na teh pretočnih kanalih se pač si dam gor te playliste, ki so, ne vem, tipo, kaj je novega, oziroma New Music Friday ali pa take zadeve. In se pustim v bistvu tudi influencati zaradi tega, ker se mi zdi, da je pomembno, da glasbenik posluša čim širšo paleto glasbe. Ne? Ja, no to je eden od teh načinov influencanja, ki je meni tudi edini blizu, bi rekla. Tako, da me res zanima, ker drugače ne prideš do nekih novih virov, novih glasbenikov. Mislim, se mi zdi, radijska postaja naj bi bila tista, ki bi ti predstavila novo muziko, ampak včasih je bila bolj, zdaj pa ne toliko. Ne? Ja, spomnim se, to so bili oni časi, pač ravno Caprisa, ko smo imeli naštimane opala kasete in pauza in rekord in pol si slišal, oh my god, zdaj bom komad in pol si laufal hitro pauzo stisnil, in pol je začel govoriti čez komad. Ne. In tako čakaš še eno rundo, veš, to so ful delali. Jaz sem imela na Caprisu oddajo o novih platah in sem se res trudila, da ne bi govorila čez komade. No, to je zelo pohvalno, da si to že takrat delala in sploh primorski radi imajo ta vpliv Italije, ki ekstra, dajmo čez govor, pa malo spusti regler, pa spet užger, ne, in tako uničiti cel komad, veš, ki si ga čakal tako cel dan. To so bili oni časi, ker dejansko nisi mogel priti drugače do neke pesmi, da si jo presnil dola, ne. Točno to. Veš, kaj se moraš dotakniti? Tvojega študija v Milanu. Ok, to je moglo biti eno zelo posebno, verjetno obdobje zate, jezik ni bil problem, nikakršen. Kakšno je življenje v Milanu, v prestolnici mode in še česa drugega? Dosti manj glamurozno, kot bi si človek predstavljal. Kot vsaka mesta, ne? Če prideš tja živeti, so to ponavadi zelo majhni fleti, zaradi tega, ker veliki fleti dosti stanejo. Že tako je bila najemnina 1,5 ledvico. In sem potem v bistvu tam preživela to obdobje študija, pa potem sem še 1 leto kasneje v bistvu po že končanem študiju sem še delala na enem festivalu ogromnem, to je bil v bistvu festival Mito, ki je bil sesterski oziroma bratski festival med Milanom in Torinom, zato Mito. Okay. In v bistvu je bil to festival, ki je začel kot Settembre muzika v Torinu, torej čez celo septembrsko obdobje so imeli oni koncerte in potem so to zadevo prenesli tudi v Milano in smo imeli praktično v 3 tednih 180 eventov. Pesmo. Okay. In jaz sem delala kot leva roka glavni šefici. Tako da sem videla praktično vse nianse tega festivala, ampak je zelo zanimivo, tudi zanimiva organizacija je bila, ker to je bil festival, ki je čez leto deloval pač kot pisarna je delovala kot pisarna 3 ljudi oziroma 4. In potem, bolj se je bližal festival, bolj se je organizacija širila. Prav glavna šefica je bila organizacijski inženir, prav po izobrazbi, in je potem naredila oziroma iznajdla to harmonika organizacija. Wow. Torej, se je širila in ožela glede na to,
kakšne so bile potrebe takrat festivala. Ne? In bolj se je bližal september, torej obdobje eventov, širša je postajala organizacija, več ljudi je delalo in potem se je to spet skrčilo. Ja. Pa te ni nikoli držalo, da bi ostala v Italiji? Z vidika, da ti ponuja več nekih možnosti mogoče, ne vem. Jaz se prav spomnim enega momenta v pisarni, ko sem bila, to je bilo tik pred začetkom eventov in pred začetkom eventov je bilo to tako, da smo morali biti praktično v pisarni od jutra do večera. In se prav spomnim enega momenta, ki sem en mail odgovarjala in je bilo zakaj sem jaz tukaj, to ni moje poslanstvo, jaz moram kreirati, ne pa odgovarjati na maile. Tako da sicer mi je bilo the best videti drobovje festivala, kako se v bistvu zadeve dogajajo tudi na... Jaz sem praktično iz glasbenega vidika sem jaz samo še DJ-ka nisem bila. Vse ostalo, vsak ostali vidik glasbe sem ga izkusila in sem ga videla, sem ga v bistvu od radijskih, od promocijskih. Tako da ta izkušnja koncertnega dogajanja oziroma festivalskega dogajanja mi je bila the best. In tudi sem imela eno obdobje, ki sem rekla, jaz bi se pa lahko v bistvu tako kot prostovolec javljala, ne vem, na kakšnih festivalih v Španiji ali pa v festivalih v Islandiji, pa tako, kot prostovolec, to, ker mi je bilo, ful mi je bilo zanimivo, delati na festivalu. Cela si prežeta in jaz ti povem, da je bila huda DJ, kaj se te prav predstavljam gor. Tako da mi je bilo the best, ampak sem prav rekla, ne, jaz moram pač kreirati, ne morem. In te je tudi dom poklical, oziroma Slovenija? Ja, takrat sem imela ta moment, sem rekla, ali grem nazaj, ali pa pač svojega partnerja zvlečem sem. On takrat pač ni niti, zdaj se že uči italijansko, ker pač polovico mojega življenja je italijanskega in se je pač vdal v to, da se mora naučiti italijansko. Zdaj tega, ker imam ogromno prijateljev Italijanov in potem, če je on zraven, je tam tiho, tako da se je lotil. A govori italijansko s cerkniškim naglasom? Ne, lepo se uči italijansko in tudi ogromno posluha ima za jezike. Tako da, to je sreča. Ja. Ampak by the way, to, kar si rekla, jaz sem imela na faksu sošolke iz Obale, iz Marezik, iz Trušk, pa iz Dekanov, pa ne vem se, kje so bile. So ene besede, ki jih pač vi ne znate povedati po slovensko. Res? Kaj zdaj to pomeni, ker tako uporabljate te italijanske italijanizme, tako noter. In so se prav lotili razmišljati, pismo Jana, ne vem, kako bi ti to razložila, kaj to je. Veš, in tukaj je to v vas noter, v folku. Jaz ti moram priznati, da recimo so bile ene zadeve, ki sem jaz mislila, da so v slovenščini, pa niso. In sem potem šele svojim dragim ugotovila, da niso, ker mi je rekel, kaj to pomeni. Jaz sem what? Kaj ni to v slovenščini? A to ne govori cela Slovenija? Ne, to samo vi poveste tako. Drugače to je res. Recimo. Jaz tudi ne, jaz niti. Ja, to je res, ja. Ta je vaša. Ta je prav Obala. Jaz nisem vedela, da to ne govori cela Slovenija. Da je to samo naše. Ma še kakšno? 4,5. Ja, to pa je, ja. Jaz še zdaj, pa sem v Ljubljani že pol življenja, se dobimo pol enih. Čakaj, pol enih? Aha, ok, to je se pravi 12:30. 12,5. Ja, 12,5. Ja, drugače ne znam si preračunati. Ja, mislim, moram prav tako še vedno si prevedeš, ne? Si prevedem uro. Ja. Ja, jaz niti, je pa čisto Obala. Jaz niti, ampak nisem vedela, da je to samo primorska fora. No, ampak kar obdrži, ker je zelo, zelo simpatično. Ja. Nujno. Čakaj, veš, kaj sem še našla od tebi? To moram vprašati. To je pa vprašanje za mojo hčerko in vprašanje za vse otroke. Kateri risanki te lahko čujemo? Milijon risank. Jaz sem od 2011 pa do 2020 smo snemali risanke. Ampak ti si tako govorila o risankah? Tudi, ja. Je kaj je že Peabody, Christine. To je ta afroameričanka, ki je stalno pela nekaj zraven. Okay. Pa je tudi govorila. No, to sem jaz. In to mi je bilo meni... Jaz se tako režala, da sem rabila ful časa za posneti vsako epizodo, ker enostavno sem se vmes ful režala. Ampak recimo Sesame Street, to je bil projekt, kjer sem uživala.
barbike. To so bili, kar je na Minimaxu. Ne? Kar je na Minimaxu, je bilo v tistem obdobju, sem praktično, kar je bilo pesmic, sem ponavadi jaz. Pa si spremenila glas, ali si obdržala pa svoj glas? Pa še, ne, malo sem spremenila. So pa recimo prav ene zadeve, ki so bile prav otroške, to pa sem konkretno spremenila. Pa si radila otroček? Ja. A lahko me slišimo? No. Ker jaz sem tu včasih na radiju glumila otroka, ker so rabili kakšne otroške glasove, da Jana pridi povedati. Res. No, zdaj sem pa. Da slišimo malo Larico. Oh my God, kaj ti povem? Ne vem, povej mi, kaj boš danes počela? S tabo bom nehala govoriti, pa grem druge stvari početi. Ko boš pekla piškote? Ne, ponovadi bom pekla, kako se reče temu? Paneton. Ne paneton. Kaj že? No, zdaj mi nekaj avstrijskega. Sem zelo vesela, no, da nadaljujem pogovor s piflarsko upornico. Tako si se opisala kot srednjošolka. Ampak sem bila res. Pa si pa prav piflarka? Mislim, piflarka. No, Veš, definicija piflarjev je tisti, ki so v prvi vrsti pa stalno, ne? Ja, z imidžem pa to ne gre skupaj. Ja, nisem bila v smislu piflarka, odličnjakinja sem bila, ne? A tako, skozi? Skozi. Res? Ja. Pridno. Prav vse ti je šlo. Ja, ampak, veš, ni bilo to, da bi zdaj pa jaz v prvi vrsti sedela, pa zdaj pa cel čas, ampak sem pa poslušala, to pa ja, in očitno je to bilo zame, dobro, si sem delala tudi doma, ne bom rekla. Sem bila zelo vestna v šoli, pa tudi konec koncev, tudi v svojem poslu sem zmeraj tako odgovorna, no. Okay. Kar se tega tiče, nisem bila nikoli tako malo. Kaj uporniškega si pa kaj prvoščila? Kateri je velik prekršek Klare Baruc? Kaj jaz sem zmislila, ta jih tako špiči, ona mora take delati. A veš, to ne? Tako, ko vidiš imidž, pa ko poslušaš muziko, pa tako, ko si misliš. Vse sem bila, mislim, v najstniških letih sem bila kar naporna, no. Si pa glasna, si odgovarjala nazaj. Ja. Zgleda, da smo bili vsi takrat taki. Naporna, pametna, pa tako, Ja. opinionated, pa tako, ful sem imela svoj prav, tako. Mislim, se mi zdi, da sem bila kar naporna za svoje doma. Ja, jaz rečem, da če bi jaz bila taka, mislim, tako, jaz bi sama sebe izselila. Tako sem si bila. Zdaj, ko pogledam nazaj in se rečem, pismo vsaka čas moji mami. Ja. Sploh mami, ki je to zdržala. Ja, je bilo bolj, mislim, bolj je bil fajt z mamo. Ja, absolutno. Ker fotor se ni dalo, fotor je tako, ja. To je to. A imaš kakšno domačo žival ti? A bi kaj imela? Zdaj je žal nimam, ampak sem jo zmeraj imela in tudi ful pogrešam to. Pogrešaš, ne? Ja, jaz bi ful imela golega kitajskega psa, ampak moj dragi pravi, da je to pes, ki ni dokončan. Tako da ne morem ga si privoščiti, ne morem ga imeti. Ne morem ga pa imeti zaradi tega, ker je moj dragi tako alergičen. Ti si sprejela, pa si prišla od cirkanco, tako da to je kar, ja, ne? To je ful dober dizdil. No. Prosti. Ampak res prav tega psa, ali kako? Prav tega psa. Ful mi je tak rock'n'roll pes je, a ni? Tak. Po prekrokani noči, ja. Ja, tako, ne? In je v bistvu lep mi je, ne? Pa je, da je tak ful prijazen, tak lušen karakter ima. Ok, dobro, mogoče se pravi, začni lobirati. Ne, jaz sem pač rekla, lej, mogoče ne tega, ki je prav goli, ki obstajajo tudi varianti, ki imajo tudi dlako, ne? Ja, da vseeno ne. Da njemu ta pes ni všeč. Se pravi, kako si rekla, ni narejen, ni do konca. Ja, ni dokončan, ne? Pač pa dlako tukaj zgoraj, pa tukaj spodaj, pa drugo pa ne. Je rekel, to ni dokončan pes. Čakaj, ampak ti si se pa tudi s konji si se ful zbližala. Ful, to je pa taka ljubezen, da ne znam ti povedati. Jaz lahko stojim tam pri konju in mu gledam v očke ure in se ne bom naveličala. Nehaj. In nekaj si probala tudi jahati, ne? Ja, to v bistvu nisem ohranila, tako da to mi ni potegnilo, ampak tako že, da sem blizu, da ga čoham, pa da ga, mislim, ne vem, mava full connection. Prav z enim dotičnim konjem sem se full zbližala
pri nas, v našem pač doma. Tak črn, zelo tak nemiren konj, ampak ne vem, me je čisto prevzel. Wow. Totalno. Ful dobro. Moje zadnje vprašanje, če bila lahko za en dan pevka v nekem drugem bendu. Kam? Skanka Nancy. Oh my god, jaz te obožujem. jaz te res obožujem. Tako, ker to je, si poslušala ogromno. Valjda. Skanka Nancy, pa mogoče kakšno Anuk, ti je verjetno to blizu. Ja. Mogoče Guano Apes? Guano Apes, Garbage. Ja, Imidž je bil malo tvoj Garbage, ja. Če smo. I have a girl crush. Lara, ful, hvala, ker si prišla. Ekstra si zabavna, ekstra si cool. Zdaj te imam še rajško prej. Že sem te imela skozi. Tako da deli tako dobro naprej. Se vidimo na koncertih in prinašaj nove tehnologije v slovenski prostor. Ja, se bom trudila. Ko so enkrat tukaj, ne grejo več drugami. Tako. Se samo še nadgrajujejo. Ja, pa še dolžna si piškotke, tako da naslednjič. Ta band, ki ga prinesla, no, ki ga rada delam z medenjaki, pimentom pa tako. Piment je ful dobra začimba. Ja, res je. Zmenjeno. Okay. In ne daj se za psa, okej? Se bom potrudila. Hvala ti še enkrat. Hvala, čau. To je Radio 1 podcast.